Ko sem prvič slišal za blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, sem ga predstavljal precej banalno. Pomislil sem, blagor tistim osebam, ki imajo motnje v duševnem razvoju. Ko sem potem malo naprej razmišljal, sem postal malo bolj tak filozofski. Rekel sem, ubog, vem, kaj pomeni biti ubog, duh, vem, kaj je duh, in če damo to lepo skupaj, imamo blagor ubogim v duhu. Zdaj pa vsi vemo, kaj to je, ne? Prva pametna razlaga, ki sem enkrat nekaj slišal, je pomenila biti nenavezan. Se pravi, biti ubog v duhu pomeni, da imam lahko veliko stvari, veliko bogatstva celo, pa na njega nisem navezan, kakor pravi sveti Pavel v pismu Filipljanom. Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil, biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. Če dobro premislimo Pavlove besede, gre za precej radikalen blagor. Še več, kot Jezus zahteva v evangeliju od mladeniča, ki mu reče, naj gre in proda vse, niti navezan na to, potem več ne smeš biti. Tudi če bi vse dal in bil še vedno navezan, ne bi bilo dosti. Kako doseči to? Kako doseči to težke besede, pač biti nenavezan na karkoli? Mislim, da je odgovor precej preprost. Gre za hvaležnost. Vse, kar imam, vse mi je bilo dan. Vse materialne stvari, čustva, moje telo in končni fazi moje življenje. Vse sem prejel. In zato ne morem pričakovati stvari, ki jih nimam, da mi bojo bile dane. In ni fair, da so mi samoumevne stvari, ki jih imam. Recimo, če imam prijatelja, ki mi posodi avto za nekaj časa, in po nek določenem času pride nazaj do mene, pa reče, da hoče avto nazaj. Ne morem reči, da sem navezan na njegov avto in mu ga ne morem dati nazaj, ker je njegov. In po drugi strani, če imam prijatelja, ki ima avto, pa mi ga ne posodi, ne morem pričakovati, da mi ga bo posodil, ker ne morem pričakovati stvari, ki mi v osnovi ne pripadajo. In mislim, da je precej podoben pri Bogu. Ko Jezus reče blagor ubogim v duhu, na nek način reče blagor hvaležnim. Blagor tistim, ki bodo lahko veseli najmanjših stvari, ki bodo kakor otroci, ki se lahko s par kamenčki zaposlijo in veselijo cel dan, in blagor tistim, ki jim ne bo nič samoumevno, ki bodo ponižno sprejeli to resnico, da vse, kar imamo, prihaja od njega in nam je vse podarjeno. Za konec pa še 3 povabila. Prvo povabilo je, da poskusite najti eno stvar v življenju, ki vam je samoumevna in se zanjo iz srca zahvalite, ker nimamo samoumevnih stvari v življenju. Drugo povabilo, v življenju izgubimo stvari, ki nam veliko pomenijo in je težko. Poskusite se zahvaliti za čas, ker ste imeli to stvar, za ta čas, ki vam je bila podarjena. In tretje povabilo, ni težko biti pameten, pa ni težko razumeti mogoče, kaj pomeni biti v Bogu duhu, kaj pomeni biti hvaležen. Težko je biti hvaležen in tukaj je težko kdorkoli pameten. In zato vas povabim, da v komentarju pod video poveste svoje pričevanje hvaležnosti, kako ste v življenju kdaj bili hvaležni za kakšno stvar, ki nam je vsem mogoče samoumevna, ali pa za kakšno stvar, ki ste jo izgubili, pa vam je veliko pomenila, pa ste lahko naprej šli v življenje z veseljem in hvaležnostjo za čas, ker ste to stvar imeli.